Takole lepo pozdravljeni na še enem izmed izvodov cikla Filozofije med knjigami. Danes sem zelo vesel, da sta naši v sredi dva avtorja zbornika Vekoslav Grmić, Škof pričevalec. Ena izmed avtoric, dr. Cvetka Hedžet Tot, žal več ni med nami, 2 leti. Tudi njen del v knjigi je zelo pričujoč. Današnji pogovor se bo vrtel okrog te knjige, okrog Vekoslava Grmića. Želim vam prijeten večer in če bi želel kdo na koncu postaviti kakšno vprašanje, kakšna diskusija, ste seveda zelo lepo vabljeni. Lahko si tudi pridobite svoj izvod knjige pri izhodu. Zdaj za začetek pa morda eno vprašanje prvo. Gre za trojnost v tej knjigi. V tej knjigi imamo 3 avtorje, se pravi Cvetka Hedžet Tot in vidva. Kako vidva vidita vsak svoj del te knjige oziroma na kakšen način prikazujeta škofa dr. Vekoslava Grmića skozi svoje oči oziroma skozi svoj prispevek? Dober večer. Torej, škofa Grmića sem seveda osebno in tudi prijateljsko poznal, zato je moje, kako bi rekel, pričevanje ali zapis vedno tudi oseben, ne samo nekako strokovno, objektiven. Kar je za njega najbolj značilno, je to, da je razumel evangelij kot veselo oznanilo krščanstva. In da je pravzaprav lik Jezusa Kristusa smatral za temeljno sporočilo krščanske vere in tudi, kako bi rekel, navodilo za krščansko življenje. Bil je kritičen do institucionalnih oblik krščanstva, kako so se uveljavljale skozi zgodovino. Tukaj je zelo soroden z Hansom Küngom, znanim teologom, ki je pravzaprav zaradi svojih kritičnih stališč določenih dogm bil nekako, mu je bila odvzeta pravica, da bi poučeval teologijo. O tem lahko pozneje kaj povemo. Bila sta prijatelja in Grmić je tudi prvi njegove ideje prinesel v slovenski prostor. V čem je bistvo Grmićevega sporočila? Ne v institucionalni zgodovinski prisotnosti krščanstva, ki ni izraz evangelija, ampak je izraz pravzaprav zgodovinskih priložnosti tistih struktur, ki so skozi to institucionalizacijo cerkve hotele obvladovati prostor, v katerem so živele, če tako rečemo. Seveda je krščanstvo v 2000 letih svojega obstoja oblikovalo kulturni milje nas vseh, ne? Vendar zaradi tega je tudi pristno izročilo krščanstva bilo pozabljeno. In to je želel Grmić vedno znova odpreti, poudarjati. To je bil tudi eden razlogov, da je prihajal v nekakšno konfrontacijo oziroma odpor so imeli do njega dogmatični teologi. Za razliko od Kinga, Grmić nikoli ni nobene problematične ali sporne teološke trditve imel. Tako da mu v tem pogledu ni mogel Vatikan nič očitati. Očitali so mu pa njegovo, kako bi rekel, aplikacijo krščanstva v zgodovinski čas in prostor. Imenovali so ga Rdeči škof. Zakaj? Grmić je zelo jasno poudaril, da je krščanska vera socialna vera. To ni vera nekega, kako bi rekel, umika iz sveta, kot bi lahko mnoge vzhodne religije
mistične religije razumeli. To je angažirana vera, vera, ki skuša na socialnem področju uresničiti to, kar je ustava krščanske vere ali evangeliju, to so blagri. In zato je seveda v svojem konkretnem času, v času socializma, se izrazito posvetil tudi dialogu z socializmom, socialističnim sistemom, z idejami, tudi z marksizmom kot teorijo in tudi s kritičnimi refleksiji na socializem kot avtoritarni režim, ta realsocializem, ki je bil prisoten v prvih dveh desetletjih tudi v Jugoslaviji, do razpada Sovjetske zveze pa v vzhodnem bloku ves čas. In zaradi tega je prihajalo do odpora do Grmića. Moja želja je, da bi prikazal, kako so vsi ti očitki Grmiću, da bi hotel napraviti neko spravo med neko politično opcijo socialne države, konkretno kot je recimo socialistična, in evangelskim sporočilom, da to ne drži in da to ni mogoče. Krščanstvo s svojim temeljnim sporočilom postavo ljubezni presega konkretna zgodovinska obdobja in tudi konkretne zgodovinske uresničitve nekega družbenega reda ali sistema. Torej, zato sem dal naslov tudi svojemu prispevku Družbena in duhovna obzorja Grmićeve teologije. Ker Grmićeva teologija je teologija, ki izhaja iz realnosti. To je smer, teologija zemeljskih realnosti je smer, ki jo je drugi Vatikanski koncil postavil za vodilo svoje reforme katoliške cerkve. Mislim, da bi bilo to zaenkrat dovolj. Mogoče še malo razširim vprašanje za vas, Srečko. Zdaj, Grmić je bil humanist, bil je tudi filozof. Če pogledamo njegovo doktorsko disertacijo, se nanaša na eksistencializem. Bil je seveda tudi teolog in pa bil je na nek način politično vpleten v tistem času v širšo družbo. Pa me zanima, tudi vi ste ga dobro poznali, kako so si ti trije vidiki, različni vidiki bivanja pri njemu kazali v vsakdanjem življenju. Kajti izpostavljen je bil vseeno na različnih področjih različnim silnicam, če lahko temu tako rečemo. Ja. Torej, prav lepo pozdravljenim tudi v mojem imenu. Jaz se ukvarjam torej z Grmićem in ga skušam predstaviti skozi njegovo življenje in pa njegovo delo. Predvsem seveda skozi to orientacijo, ki jo je postavil tudi leta 1968, ko je postal škof. Namreč on si je izbral za škofovsko geslo pomenljive besede z Markovega evangelija: oznanjujte evangelij. To je zelo zanimivo. Če pogledamo njegove sodobnike in sem primerjal ta škofovska gesla, recimo ves tvoj, zgodi se tvoja volja in podobno, ne odražajo seveda tega, kar odraža njegovo škofovsko geslo. To se pravi, on gradi svojo teologijo, tako kot je rekel gospod Peter, na evangeliju. In zato njegovi spisi, moram reči, da sem kar predelal te njegove spise, tudi še prej kot lektor, pa tudi kasneje sem se delal izpiske, pa moram reči, da je kar pretežni del njegovih spisov namenjen evangeliju. In seveda tistemu krščanstvu, ki ga on imenuje konstantinsko krščanstvo.
To se pravi po letu 1313, a ne, ko pod Teodosijem potem že cerkev postane tudi državna vera, a ne, katolištvo. In seveda se začenja torej utihotapljati v to vero, nekaj, kar nima pravzaprav z evangelijem veliko skupnega. In vsi ti poskusi, če jih mi jemljemo od 8. stoletja naprej, recimo Klinijevska reforma tam v 10. stoletju, niso uspeli. Poglejte, vsa ta prizadevanja za vrnitev k evangeliju pravzaprav ne uspejo. In kaj na koncu? Leta 1919 zakonik cerkvenega prava, a ne? Postane bolj čislen, kot pa je čislen evangelij. Zelo zanimivo, tudi Truklar v svojem znameniti knjigi Krščanstvo v poglobitvenem procesu pripoveduje ravno o tem. Pravi, naši bogoslovci zelo malo študirajo evangelij, veliko pa študirajo zakonik cerkvenega prava. In mislim, da je Truklar zelo dobro nakazal, a ne, to, kar je pravzaprav počela tudi cerkev. Zanimale so jo veliko bolj te pravne stvari, kot pa oznanjevanje evangelija. Je Grmič s svojim udejstvovanjem, z eksistencializmom, tudi personalizmom, tudi svojo navezavo s Kocbekom bil unikum v slovenskem prostoru, ali pa je to bil nek sad drugega Vatikanskega koncila in tudi v bistvu na nek način podpore papeža Pija VI., pod katerim je lahko Grmič ustvarjal in razmišljal pod nekimi ugodnejšimi pogoji kot kasneje, ko je svoje mesto nastopil papež Janez Pavel II., kjer tudi v knjigi piše, da takrat ni bil imenovan za škofa, da se mu je kasneje papež tudi opravičil. Ampak predvsem ta del me zanima, koliko je bila takšna misel, kot jo je razvijal Grmič v tistem času, prisotna morda tudi pri drugih deležnikih. Torej ta odprtost cerkve do sodobnega sveta in njegovih problemov se začne z drugim koncilom. Drugi koncil je napravil eno revolucionarno spremembo v odnosu do sveta, ker do takrat so obsojali modernizem, obsojali sekularizacijo, obsojali, zahtevali so integristično vrnitev cerkve, se pravi, da obvladuje celotno družbeno življenje, kulturno, gospodarsko, politično. Koncil je jasno povedal, da cerkev in država sta vsak na svojem področju avtonomni. Se pravi, da morata seveda spoštovati avtonomijo drugega, ne more pa se cerkev z politiko vmešavati v življenje države, zakonodaje in tako naprej, niti seveda država enako v to, kar je poslanstvo cerkve, v oznanjevanje in recimo religiozno in pastoralno prakso. Torej, Grmič je gotovo bil že iz mladosti socialno ozaveščen. Zakaj? Zato, ker izhaja iz pravzaprav revne kmečke družine, oče moral še mizart, da je lahko preživel številno družino. Opisuje, kako je doživel revščino, ko je bil dijak v Mariboru, kjer je prestajal lakoto in mraz, ne, je šel brez zajtrka v šolo, mimo pekarne in so mu solze tekle, ker ni mogel si ni privoščiti niti ene žemlje. Ne. Mi si danes to težko predstavljamo. Ne. Je bilo pa to za kmečke otroke nekaj normalnega v tistem času med vojnama. Od tukaj njegov socialni čut.
in njegov občutek, da je treba temu najbolj revnemu človeku, ne, stati ob strani in mu pomagati. To je tudi bila ena od misli koncila drugega Vatikanskega, vrniti cerkev ljudem, odpreti ljudem in to revnim slojem. Ne? To, kar tudi sedanji papež Frančišek poudarja. To je bilo obdobje, ko se je tudi v Evropi začelo premikati med dvema blokoma, vzhodnim in zahodnim, so se odnosi začeli nekako umirjati. Glavno vlogo pri tem je igrala pravzaprav italijanska politika. Na eni strani Aldo Moro, ki je bil predsednik torej vlade in predsednik krščanske demokracije, in na drugi strani Berlinguer kot sekretar, generalni sekretar komunistične partije Italije. Partija je bila v Italiji druga najmočnejša stranka, imela vpliv na sindikate, na delavstvo in Pavel VI, ki je bil človek koncila in ki je razumel, da je delavsko vprašanje in socialno vprašanje ključno vprašanje ne samo 20. stoletja, ampak tudi prihodnosti, si je prizadeval, da bi prišlo do zgodovinskega sporazuma v Italiji in tako sta z Aldom Morom načrtovala združitev krščanske demokracije in partije v enotno vlado narodne enotnosti. Vsi vemo, kako se je to končalo, ko je Aldo Moro šel z avtom v parlament, da bi to razglasil, so ga ugrabili in je bil tudi umorjen. Zatem je stala CIA, kar je kmalu bilo jasno in kar je tudi Pavla VI. Zelo milo. Ne? To je bilo 68. leta, ko je se ta zločin zgodil in par mesecev po tistem je tudi Pavel VI. Umrl. Oziroma 78. leta. Ne? Torej, Jugoslavija pa s svojim projektom samoupravnega socializma postala ena inovativna država. Jaz se spomnim, ko sem bil par mesecev v Italiji, tam mislim, da 66. ali 65. Kar je Italijane zanimalo, intelektualce, študente, samoupravljanje, kako ta sistem funkcionira. Torej, to so bili tisti zgodovinski družbeni pogoji, iz katerih je Grmić gotov izhajal. In Vatikan je iskal, kako bi konkretno začel nek dialog med katoliško cerkvijo in socialističnim svetom in so iskali, kje bi našli nekega teologa, ki bi bil primeren tudi za škofa, da bi lahko ta proces začel. Seveda to je prišla v poštev samo Jugoslavija, ne? In med jugoslovanskimi škofijami edino Maribor. Ne? Ljubljanska je bila obremenjena s preteklo, hrvaške škofije vse, glede svoje udeležbe v ustaškem režimu. In tako je bil, ko je šel škof Grmić 68. na uradni obisk v Vatikan, ad limina se to reče, mu je Pavel VI. Rekel, če ima teologa, ki bi bil pripravljen, da bi prevzel škofovsko službo, seveda s pravico nasledstva, ne, to je bilo nekako že dogovorjeno, in je odprt za dialog z socializmom. In je predlagal držečni Grmića in je rekel, papež, takoj ga pokliči, in tako je Grmić dobil poziv, ne pride takoj v Rim in tam so ga tudi že imenovali za škofa in je bil to leto tudi posvečen. 10 let je seveda ta dialog lepo tekel. Ne? Moram reči, da je
partija v Sloveniji Grmiča kar izkoriščala. Ne da je bil on toliko naiven, ampak je vztrajno zaupal v dobro človeka. Se spomnim par pogovorov z Ribičičem, takrat, ko je bilo za to vprašanje, ali bo imenovan za ordinarja mariborskega Grmič ali ne. In sem rekel, pa dajte, ne pritiskajte in ne zlorabljajte Grmiča, ker ne bo imenovan. Rekel, se nas to nič ne briga, mi imamo druge cilje. Se pravi, partija je ves čas, tako kot je s Kodvekom delala, je delala tudi z Grmičem in z vsemi drugimi krščanskimi ljudmi, ki so pokazali smisel za socialistično družbeno ureditev kot pravičnejši družbeni red. In jih je izkoriščala za svoje interese. No, skratka, ko je prišlo do smrti Pavla VI., je bil izvoljen Janez Pavel I., ki je bil po enem mesecu tudi usmrčen, to se danes tudi ve, ker se je lotil financ vatikanskih in tukaj ni bila samocija in interes Amerike, da se socialistični blok likvidira, ker bi lahko predstavljal najmočnejšo gospodarsko in politično silo na svetu v prihodnjih desetletjih. Ampak je šlo tukaj seveda tudi za mafijske posle in tako naprej. In na kar je bil izvoljen Vojtila za papeža, danes je spet jasno, da tukaj je bila politika, predvsem politika Amerike, vpletena v to, da je prišel Poljak. Poljaki so bili seveda upravičeno sovražni do Rusov, zgodovinsko in tudi zaradi tega, kako so napravili z pravzaprav cvetom njihove armade leta 1941, ko so jih v Katinskem gozdu pobili. In potem s zatiranjem. Sicer je poljska cerkev najmočneje delovala in imela največ svobode v socialističnem svetu. Dočim je bilo recimo na Češkem, Slovaškem, Madžarskem veliko hujše, celo v Sloveniji. No, ampak takrat se je zdaj odprlo vprašanje, ali bo Grmič lahko ostal škof in peljal ta dialog naprej. Saj Vojtila ni bil tako, kako bi rekel, zadrt. On ga ni hotel takoj odstaviti, on ga je vse poklical na pogovor, hotel se prepričati, ali je on res tako s srcem za socializem in tako naprej. Vojtila ni mogel razumeti, da lahko nekdo v socialističnem družbenem sistemu vidi pravičnejši družbeni red, kot ga nudi kapitalizem. Ampak Grmič je vztrajal pri svojem, predvsem ga je opozarjal, da če bojo razbijali ne samo Sovjetsko zvezo, tudi Jugoslavijo, bo prišlo do hudih državljanske vojne med jugoslovanskimi narodi in do popolne destabilizacije Balkana. Seveda Vojtila tega ni upošteval, se je po 70-letnici Grmičeve smrti njemu opravičil in ko mu je čestital za 70-letnico. In v eni zadnjih enciklik je bil kritičen tudi do neoliberalnega kapitalizma in pravi, upanje, da bo kapitalizem pravičnejši v socialnem in tudi v drugih pogledih do ljudi, je neuresničeno. Skratka, opustil je odprto vprašanje, ni mogel zdaj zanikati svojega zgodovinskega doprinosa, da je zrušil se ta socialistični blok, kar je bilo seveda nujno, ker to je bil sistem, ki ga ni bilo mogoče reformirati. Bi bilo pa mogoče reformirati jugoslovanski sistem. Toliko. Kar nekajkrat
je bila sedaj že omenjeno leto 68, socializem, in tukaj ne morem mimo, da ne bi se naslonil na avtorico prispevkov prvega dela knjige Cvetke Tot. Zanimiv je bil njun odnos z Grmičem, kajti ona je sama sebe nazivala kot svetovno-nazorsko ateistko, je pa pri njem zaznala tisti moment, da tudi posameznikov na drugi strani, če lahko temu tako rečemo, ne bo odrival od sebe, ampak jim je hkrati naložil nalogo, da naj razvijajo kljub svoji ateistični drži neko svojo lastno transcendenco. Vi ste kasneje zelo tesno sodelovali seveda z Grmičem, pa tudi s Cvetko pri reviji. Kakšen je bil ta njun odnos oziroma na kakšen način je Grmič skozi to kulturo dialoga, ki jo je neprestano negoval, vodil svoje sobivanje z drugače mislečimi? Morda najprej nekaj malega o reviji, tudi kako s Cvetko in kako je to vse skupaj potekalo. Torej, revija Znamenja, ki je seveda bila kar odmevna v slovenskem prostoru. Sodelovali smo tudi z revijo 2000. Ti si tudi bil v začetku v odboru, glavnem odboru revije Znamenje. In seveda nismo bili nikakršna konkurenca, moram reči, vsak je imel nekje svoj prostor in pa seveda tudi svoj koncept. Se tudi zaradi tega verjetno bi neka združitev obeh revij, takrat, ko so se začele pojavljati krize, tako pri nas, pri Znamenju, kako tudi pri reviji 2000, ne bi bili uspeli z nekim skupno revijo. Verjetno je bil koncept obeh revij tudi, moram reči, toliko različen, da mi smo bolj pokrivali morda področje teologije, medtem ko revija 2000 je bolj pokrivala širši ta prostor, ki je bil krščansko orientiran, medtem ko seveda revija Znamenje veliko manj. Bi pa seveda se navezal na Grmiča kot izjemnega pospeševalca, torej tega dialoga znotraj slovenskega katoliškega prostora. Če pogledamo že kar prvo njegovo knjigo, ki je šla leta 1969, Med vero in nevero, kar precejšen del namenja dialogu. In sicer dialogu, ki naj bi potekal na vseh ravneh, torej med ljudmi, med človekom in sočlovekom, potem na ravni odnosa človeka do stvarstva in seveda tudi na ravni odnosa potem do Boga in pa seveda tudi znotraj cerkvenega učiteljstva, kar je tudi zelo pomembno. Kajti, kot se je kasneje izkazalo, zlasti pod papeževanjem Janeza Pavla II., poglejte, verjetno bolj redko, da je bilo toliko teologov obsojenih. Če pogledamo teologijo osvoboditve, skoraj vsi eminentni teologi osvoboditve so bili obsojeni. Marsikdo od njih je potem tudi zapustil duhovniške vrste. Če bi pogledali potem tudi druge, recimo politično teologijo v Nemčiji, bi lahko enako zaznali. Poglejte recimo znanega teologa Schillebeeckxa. Njega so celo dvakrat obsodili v Rimu zaradi njegove teologije. Potem Hans Küng je padel v nemilost. Vzeli so mu možnost predavanja v Heidelbergu in seveda so s tem v tem času tudi osiromašili torej ta kritični teološki prostor. Če pa se ozrem potem tudi z ozirom na to tudi
Pri nas pa lahko rečem, da je zelo zanimivo. Mi smo imeli v okviru revije Znamenje potem tudi knjižni program. In ko sem nekoč pisal glavnemu protagonistu tudi propada mariborskega finančnega zloma, če bi bil pripravljen financirati revijo Znamenje, niso niti odgovorili. To je zanimivo. Niso niti odgovorili. Kasneje pa preberem izjavo, da so recimo dali 300.000 evrov za tista 2 mesečnika, ki sta šla in sta bila seveda takšna in drugačna. Medtem ko smo tudi kar nekajkrat prosili za kakšne dotacije in odgovor je bil, če smo pripravljeni takrat zbirati za Krekovo banko komitente in tako dalje. To se pravi, naj bi se ukvarjali torej z zbiranjem njihove klientele, ki se zbira v Krekovi banki. To se pravi, da je treba tudi z tega vidika potem gledati tudi na dogajanje v slovenskem prostoru, čeprav moram reči, da so se pa velikokrat sklicevali in so rekli, mi pa imamo v Sloveniji katoliško revijo, ki je seveda tako in drugače orientirana proti uradnemu krščanstvu. Oni so se sklicevali na njo, niso pa bili seveda pripravljeni kakorkoli revijo tudi podpreti. Cvetka je pristopila k reviji Znamenje v času tudi, ko je bil zelo dobrodošel tudi ta stik, se pravi tudi z filozofsko fakulteto, tudi vi ste sodelovali tam, vidim kolega Ljubija, ki je tudi sodeloval pri reviji in smo tako navezali tudi nek stik preko nje z filozofsko fakulteto v Ljubljani. Torej, bi lahko rekel, da je Cvetka za svojo odprtostjo in seveda tudi za svojim ateističnim priznanjem, da je ateistka, veliko pripomogla tudi k branju revije Znamenje. In zato se mi zdi, da so te razprave, ki jih je objavila tudi v reviji, to znamenje tudi nekega globokega spoštovanja do Grmiča. In pa seveda tega, da naj tudi tisti iz drugega dela negujejo kako transcendenco, a ne? Kar je seveda imanentno transcendenco. Ja. Ja, vsekakor so to zanimive teme, ampak morda pa še nekaj, kar bi nas zanimalo, kakšno je bilo razmerje oziroma kakšen je bil odnos med Grmičem in Kocbekom. Grmič je Kocbeka globoko spoštoval ves čas, ne, sej to je razumljivo nekako starojaka, ne. Tudi sodelovala sta, Grmič je tudi podpiral, da so ga v Novi poti Kocbeka objavljali tistih 10 let, ko je imel prepoved javnega objavljanja, je Kocbek pod psevdonimom objavljal, ne, eseje in teh esejev je za debelo knjigo, mislim okrog 500 ali še več strani, ki govorijo o modernizaciji teologije in cerkvene prakse pred koncilom in po koncilu. Torej, obiskoval je večkrat Grmič Kocbeka, to vem, študiral je njegove ideje, tudi marsikakšno idejo je po njem povzel. Mogoče je prišlo do enega šuma med njima, ki so ga hoteli tisti, ki so rovarili proti Kocbeku in Grmiču, napihniti.
ob objavi znamenitega intervjuja Kozbekovega v Zalivu 75. leta. Ne. V brošuri Kozbek pričevalec našega časa, ki sta jo izdala Pahor in Rebula v Trstu. Grmič je takrat imel eno samo pripombo, ne, ki je dobronamerna bila. Je rekel, ja, ti si pravzaprav to resnico o izvensodnih pobojih, ki te je mučila, ne, povedal, kot da se tebe ne tiče, vendar si bil ti takrat še vedno del sistema. Ne. To je bila mal preuranjena ali pavšalna sodba, ne, ker kdor natančno pozna Kozbekov odnos do tega vprašanja, ve, kako je on recimo začel kritično razmišljati o potezah partije že med vojno. So pisma, ki jih je pisal ilegalno aktivu krščanskih socialistov v Ljubljano, naj brzdajo Udbo, ne? Ker je vršila, oziroma voz, ki je vršil nesmiselne, provokativne umore kristjanov, seveda tudi tisti, ki so bili nasprotniki Osvobodilne fronte. Ne. To je bilo splošno stališče krščanskih socialistov, da se s tem niso strinjali. Z Janezom Stanovnikom, potem, ko je bil že seveda upokojen, ni bil več član predsedstva, so se večkrat srečala in sem ga direktno vprašal, če misli, da je bil njegov stric Aleš izdan. Ne? Ker to je veljalo v pritajeni javnosti, da je partija ga izdala. Je rekel, dokazov ni, dve dejstvi pa sta. Komunistični aktivisti, vključno s Kardeljem in Kidričem, ko so v Ljubljani živeli, so živeli pri krščanskih socialistih in nihče ni bil izdan. Krščanski socialisti navadno pri partijcih. Ne? In kdo je izdal Aleša, ki je bil pač ilegalno, zdaj se ne spomnim točno pri kateri družini, je veliko vprašanje. Je rekel drugo, Janez, ne, kar pa je dejstvo. Če bi bil takrat zaprt, ko so likvidirali Erliha, ki je bila to najbolj občutljiva zadeva, ne, Kardel ali Kidrič, nikoli partija ne bi dovolila, da se to zgodi. Ker je bilo jasno, da bodo talce, ki so bili zaprti, in to v številu 1:10, ne, likvidirali, in to vodilne člane Osvobodilne fronte. Ne. Torej, to kaže na to razmerje med krščanskimi socialisti in partijo, ki je seveda imela čist, kako bi rekel, pragmatičen, revolucionaren odnos, relativistično moralo, ne, kar služi nam, je vse dovoljeno. Ne. Dočim je pri Kozbeku vedno prisoten problem. Ali je dovoljeno tudi likvidirati recimo nasprotnike Osvobodilne fronte. On tukaj napiše v svojem dnevniku, čistost ni v tem, da se ne umažem rok. Čistost je v tem, da sprejmem posledice svojega dejanja, ki je zgodovinsko nujno, nase. Ampak to ni izvirna Kozbekova misel. To isto piše pred vojno, bi rekel, učitelj Kozbekov, ne? Emmanuel Mounier, francoski personalist. To isto govori Nikolaj Berdjajev, ki je imel podobno usodo kot Kozbek v prvi socialistični revoluciji, oktobrski revoluciji, on je tam sodeloval, ampak ko je videl boljševiške modele
obnašanje, njihovo nasilje, njihovo ideološko zaslepljenost, je izstopil, ne, je ustanovil duhovno akademijo v Petersburgu v tistem času, ko se je revolucija končevala in so ga potem, ker je bil vendarle socialist, samo izgnali. Ne. Pri nas so jih pa navadno likvidirali. Kozbeka niso likvidirali, ker je bil preveč mednarodno znana osebnost in tudi, kako bi rekel, je bil garant, da je Osvobodilna fronta bila koalicijska, pluralna organizacija. Ne. Torej, Kozbek je imel do teh vprašanj moralno občutljivo dušo. Ne. In tudi predno je, tista leta, predno je objavil to intervju z Pahorjem, sva se večkrat pogovarjali, je vedno rekel, jaz sem moralno dolžan to povedati, dokler sem živ. Jaz moram najti način, kako bom to povedal, da ne bom ogrozil na eni strani še preostalih krščanskih socialistov in tudi, da ne bom v tistem občutljivem trenutku, ko je še začela huda gonja tudi proti Jugoslaviji, ne, da ne bom ogrozil trdnosti Jugoslavije. Ne. To sta bila njegova argumenta. Ne. Prej ste me vprašali, ne, kako da Kozbek ni prej že to govoril o teh pobojih. Kozbek je že, torej treba je povedati, da od 43. leta, od zasedanja drugega Avnoja v Jajcu do jeseni 46. leta ni mogel v Ljubljano priti. Razen če je imel nek obisk, recimo takrat, ko je bila osvoboditev Ljubljane, so ga pripeljali in odpeljali nazaj, da ni mogel vplivati na razmere v Sloveniji. On v sklepu listine tudi piše, vem, da so me umaknili iz Slovenije, da ne bi mogel nič vplivati na razmere ob osvoboditvi. Ne? Torej, on je ves čas govoril tista leta po objavi, da ima v svojem arhivu ta govor še shranjen, ki ga je imel oktobra 46. pred CK-jem Komunistične partije Slovenije na lastno zahtevo. Ta govor, obsežen govor, sem našel v arhivu po njegovi smrti in sem ga objavil, mislim, da tam okrog leta 90, zdaj se točnega datuma ne spomnim. Ampak o čem on tam govori? Direktno obtoži partijo za njeno, kako bi rekel, avtoritarno ali pa diktatorsko politiko. Prvič, da ni objavila, ni povedala, kaj se je zgodilo z tistimi vrnjenci domobranskimi in tudi civili iz taborišča v Avstriji, ne? In je ves čas to prikrivala. To je bil njegov prvi očitek partiji. No, prej sem začel, da je on že dobil prve informacije, ko je bil minister za Slovenijo v Beogradu. Njegov tajnik Gradišnik mi je sam potrdil, da sta dobila nekaj pisem v pisarno in on je šel k Kardelju že v Beogradu, to je moralo biti že tam v začetku 65. leta, z vprašanjem, kaj je s temi ljudmi. Ne? In seveda so se malo ponočevali z njega, češ da ni to nič res. Ne? Isto tako je potem partija mu odgovorila leta 46
Hkrati so pa takrat se odločili, da ga likvidirajo. Ne. Drugo, kar je očitev partiji, je bila politika do kmetov, takrat je bila kolektivizacija, ne, ustanavljali so zadruge, kmečko zemljo in posesti so nacionalizirali in tretje, da zakaj zatira cerkev, takrat je bilo več kot polovica duhovnikov po zaporih in na koncu je tudi povedal, da so poteptali svojo obljubo, ki so jo dali 43. leta o podpisu Dolomitske izjave, da bo krščansko-socialistična skupina ohranila svojo avtonomijo na kulturnem in, bi rekel, družbenem področju. Ne. In iz tega pisma se točno vidi, da je on ves čas skušal braniti revolucijo kot oziroma doseči, da bi revolucionarne metode potekale pod kriterijem neke morale. Ne. To je bila pravzaprav ideja krščanskih socialistov, ki jo je začel že Berljajev, ne, zaradi česar je tudi on potem šel iz revolucije v oktobrske revolucije v Rusiji. To, kar so zagovarjali krščanski socialisti v Franciji, ne. Torej, to je bil vse evropski projekt, ne. Mi danes gledamo to ozko kot neka intriga med partijo in krščanskimi socialisti, med Kocbekom in Kidričem in Kardeljem, ampak to je bil eden ključnih konfliktov, ki je bil pa odločilen za to, ali bo socializem obstal ali ne. Ker Kocbek napiše v svojem dnevniku, za uspeh socializma v Evropi je ključno, ali bo komunistična partija upoštevala moralna in demokratična načela. Hvala. Ja, če boste brali knjigo, boste vsekakor not zaznali tudi stavke, ki pišejo, da etika ne sme postati represija, ker potem več ni etika in morala. Bi pa se morda še nazaj malo vrnili Grmiču. V svojem delu knjige ste zelo dobro prikazali njegovo življenjsko pot. Pa če bi morda orisali tiste točke njegovega življenja, ki najbolj izstopajo. Vem, začel je na Vranskem, ustanovil je revijo, skoraj da je postal škof. Tudi zgodba Mohorjeve je upleten in potem seveda do izolacije, ki je bil deležen. Če bi morda orisali ta del njegovega življenja. Njegovo življenje tu nisem tako nakazal, sem malce drugače. Sem delil na nekaj postaj, ki se intenzivno kažejo potem tudi v njegovem življenju. In sicer so to tista leta, ki jih je preživel doma. Potem so tista leta, ki jih je preživel v Mariboru in seveda vojna leta, zadnjih nekaj mesecev je bil tudi nemški vojak. Imel je seveda zelo veliko srečo, namreč da mu ni bilo potrebno kot 23-letniku na fronto, že tam 43. leta, ampak da se je takrat izmaknil prav s tem, ko sem pisal za zbornik, ki bo išel na prvi gimnaziji najboljših učencev oziroma dijakov prve gimnazije, so mi poslali tudi gradivo in spričevala, njegova spričevala, in tam se vidi, da morda je imel tu in tam kdaj kakšno štirico, drugače pa je imel same petke. Tudi se kasneje pokaže kot izjemno nadarjen tudi v bogoslovju. Ravno včeraj smo se pogovarjali tudi, zakaj se je verjetno odločil za duhovniški poklic. Po moje ga je pritegnil tudi brat. Starejši brat se je odločil za duhovnika.
postal je tudi doktor teologije, vendar pa nista imela veliko stikov, vsaj tako je videti. Z mlajšim bratom Jake je bil agronom, ne pa z starejšim. Verjetno tudi malce drugačni pogledi obeh. Grmički je bil drugače orientiran, kot pa njegov brat, ki je verjetno kot salezijanec bil veliko bolj naklonjen torej inštituciji in pa vsemu tistemu, kar spada pod to področje. Potem seveda je treba opozoriti v dijaških letih, torej kot študent teologije, da se je takrat 49. leta 12 mariborskih bogoslovcev odločilo, da se udeležijo delovne akcije, kar seveda bi težko zasledili pri teh bogoslovcih, ki so prihajali iz Krajinske. Potem nadalje so tu njegova vranska leta. Torej 51. leta je prišel na Vransko, se moral potem javljati kar nekaj mesecev na Udbo v Celje, maševal je lahko samo v zaprtem prostoru in sam zase in šele potem dobil tisti placet oziroma privolenje, da lahko mašuje pred javnostjo. Da se je tam srečal s nekim župnikom, doktorjem Mrtlom, ki je bil doma iz Koroške, človekom, ki je bil izjemno odprt in sta vzpostavila en zelo dober kontakt tudi, ki je seveda vplival potem tudi na njegovo nadaljnje življenje. Bil je izjemno vesten. Pregledal sem kroniko in pa številne druge zapise, ki jih hranijo na Vranskem v župnišču in iz teh je mogoče razbrati, da je seveda zelo pazil, kako tudi razpolaga z denarjem. Ne vem, če je še kdo od župnikov kdaj zapisal, vsak izdatek je zapisan do, ne vem, zdaj tiste pare, natančno. Tudi še morda na koncu 68. leta, ko je odhajal z Vranskega, je zapisal torej, da je papež Pavel VI imenoval Vekoslava Grmiča za mariborskega škofa in škofa Ukitanskega. To je neko mestece na severu Afrike. Potem pa delo v bogoslovju. Torej 68. leta prihaja z Vranskega v Maribor in tu je na novo odprto bogoslovje. Sprejema številne funkcije, od tistih upravnih, ki mu je zaupa škof Držečnik, potem pa tudi funkcij, ki se dotikajo fakultete, predavam, še torej samo v Mariboru, nič več v Ljubljani in pa seveda hodi torej okrog, naenkrat začne z zbiranjem mladine. In zelo rad je pokazal tudi zapisnik, ki si ga je pridobil, kjer je zapisano torej, da je treba na Grmiča še posebej paziti in ker ima zelo velik vpliv na mladino. Tako da bi nekdo mislil, da je mu bila oblast povsem naklonjena, pa bi težko rekel iz mnogih stvari, ki sem jih srečal pri njem in mi jih je dal torej v prebiranje. Drugo plat pa je odnos, ki ga je vzpostavila cerkev do njega. Čedalje bolj so ga skušali onemogočiti. Verjetno tudi zaradi malce ljubosumja in pa seveda čisto drugačnih pogledov, kot jih je imel Grmič.
To se je vleklo vse tja v 80. leta. Torej, leta 1980 ni bil imenovan za mariborskega škofa, čeprav je imel pravico nasledstva. Ampak so to ustavili. Imel sem priložnost, da tudi sem od blizu videl tiste dokumente, ki so jih pošiljali v Rim. Eden od teh je bil predavatelj Stare zaveze in njegov nekdanji ravnatelj v bogoslovju, Jakob Aleksič. In on je prevajal v latinščino tiste njegove, seveda po njegovem mnenju, kočljiva vprašanja, ki se dotikajo ravno teh socialnih tem. In tudi drugim duhovniki. To je bil profesor, ki je ga neprestano tožil tudi v Beograd. Petelinšek je v svojem spominu ob 80. letnici zapisal, kako je nekoč priletel tja na radio in rekel, Grmič je rekel, da je komunist. Pa je rekel, ne, Grmič je rekel, da je humanist. Ne, če smo jaz slišal po radiju, da je komunist. In so ga komaj torej prepričali, da je zamenjal tisti H in K in da Grmič ni govoril, da je komunist, več da je humanist. In če pogledamo pa tudi Šeperja, to sem večkrat slišal, namreč Grmič je pripeljal tudi Šuštarja v Ljubljano. Šuštar je kar nekako izgubil vpliv v takratni Evropski škofovski konferenci in so se ga hoteli tudi znebiti pravzaprav. In nagovorili so takrat Grmiča in seveda pod njegovim vplivom je prišel in naenkrat sta bila dva, ki sta seveda bila tudi pretendenta za škofovski sedež. Na eni strani Šuštar, potem ko je Pogačnik umrl, in Šepar naj bi se zelo pragmatično odločil. Je rekel, če imaš sladkor, pa tisti sladkor streseš malo strupa, še vedno sladkor ni popolnoma pokvarjen. Če pa ga strešeš seveda več, bo ta sladkor neužiten oziroma strupen. In zato so se tudi verjetno s pomočjo tudi slovenske oblasti, politične oblasti, odločili, da bo postal škof v Ljubljani Šuštar, medtem ko bodo pa v Mariboru torej skušali preprečiti, da bi postal škof. Gotovo kasneje ni obžaloval tega, čeprav je bil vpet, torej vso to dogajanje. Še v nedeljo sem se z nekim duhovnikom pogovarjal in je rekel, da verjetno se to v Mariboru ne bi zgodilo, kar se je, če bi on bil ordinarij. Grmič je še vedno veliko predaval, še vedno je veliko hodil torej po župnijah, pomagati se vključeval v pastoralo, čeprav so ga skušali potem tudi ravno s tem nazivom Rdeči škof tudi izriniti. Torej najprej seveda iz Mohorjeve družbe, 14 let je bil ravnatelj Mohorjeve družbe, potem pa tudi znamenja. Nisem prej omenjal, znamenje so ignorirali. Ne samo, da niso omogočili nobenih dotacij, ampak tudi drugače. Vem, da so v Mariboru v tej Slomškovi knjigarni
samo pod mizo prodajali tudi njegove knjige. Tudi knjige, ki jih je izdala založba Znamenje, ker je bila pač tam gospa, ki je bila našim pogledom naklonjena in je tako pod mizo potem ljudem prodala knjige. Medtem ko drugje, kjer so bili manj naklonjeni Grmičevim pogledom, seveda tega ni bilo mogoče. Spomnim se, da sva z Ivanom Arzenškom nekoč šla na družino in so naju zelo prijazno sprejeli in sva skušala prepričati tam na družini, da bi vendarle morda v tistem knjižnem programu, ki ga še vedno imajo v družini, objavili tudi kakšno naslovnico knjige, ki jo izdaja Znamenje. Zanimivo, rekli so, da bodo razmislili, ampak tega niso storili nikoli. Ja, vsekakor zanimiva pot. Kot zanimivost tudi v knjigi piše, da je v reviji Znamenje sodeloval tudi kardinal Franc Rode. Ja, Kakšna so bili njegovi pogledi takrat, oziroma v kakšnem odnosu sta bila z Grmičem, oziroma so se poti razšle, zakaj so se razšle? Sej 71. leta, ko so ustanovili revijo Znamenje, takratni Cankar, Stanko Cankar, ki je bil dekan Teološke fakultete, potem Grmič in pa prej omenjeni njegov sorojak, so seveda imeli vpliv tudi ti mladi teologi. Mednje je spadal tudi Rode. Če bi pogledali tam morda drugo ali pa tretjo številko prvega letnika, bi lahko zasledili zelo zanimivo razpravo, ki jo objavlja Rode, in sicer o podobi Boga povprečnega slovenskega kristjana. In tam pravi, da je ta podoba, torej podoba Franca Jožefa, da je potrebno to podobo seveda spremeniti in da bo revija Znamenje torej tista, ki bo skušala tudi vplivati na neko drugo, bolj krščansko podobo, ne pa podobo tistega vsemogočnega vladarja, s kakršno je bil zaznamovan tudi slovenski človek. Tudi če bi jemali druge sodelavce, recimo škofa Perka. Perko se pokaže kot izjemno naklonjen socializmu. Napiše v razpravi, torej, da je treba spoštovati, da je treba kristjane vključevati v ta samoupravni socializem. Če ga gledamo 20 let kasneje ali pa še več, vidimo, da je bil popolnoma drugačen. Kot beograjski nadškof se spomnim žolčnih izlivov proti socializmu in tudi nekemu družbenemu sistemu, ki ga je nekoč tudi sam podpiral in bil pristaš tega družbenega sistema. Verjetno pa so bile ambicije tudi teh mladih teologov, ki so se zbirali okrog revije Znamenje, postale drugačne. Rode je bil moj profesor nekoč in moram reči, da sem ga doživljal drugače. Človeka, ki je seveda despot, človeka, ki ima rad te zemeljske dobrine, čeprav je nekako prisegal na tiste bolj večnostne dobrine, ampak če vzamemo tisto njegovo poseganje v dogajanje in pripravo
tega bivališča v Sloveniji, potem bi težko to rekel, da mu je bila blizu samo večnost, a ne, in prizadevanje za to, ampak tudi lahkotno uživanje v dobrinah tega sveta. Hvala. No, vsekakor pa je bil Vekoslav Grmić človek, ki je bil do svojega konca človek dialoga. Bi pa morda še kot zadnje vprašanje obema, oziroma zadnjo misel, ki bi jo podala, kakšen pečat je pustil Vekoslav Grmić na družbo, na Slovenijo? Morda. Ja, pravilno ste ugotovili, da je kultura dialoga, ki jo on ves čas zagovarjal, pravzaprav pustila najmočnejši pečat v naši družbi. Ne samo v tistem času, ko se vsaj del mlade generacije partijske izrazito odprl za recimo moralne vrednote krščanstva, za razumevanje krščanske egzistence, krščanskega nauka, socialnega nauka in tako naprej. On je vplival takrat zelo blagodejno, da so se določene, kako bi rekel, nezaupanje in strasti v naši družbi umirjale. In nedvomno je, če bi on postal ordinarij v Mariboru vsaj in bi ohranil seveda ta vpliv, gotovo bi ga ohranil, nikoli ne bi prišlo do tega, čemur smo danes pravzaprav priča, da smo zopet tako kot narod razdeljeni na ideološki platformi. Seveda ta razdeljenost ima tudi svoje socialne korenine, kot vedno, tudi seveda zgodovinski resentiment je prisoten, vendar to, da je želela večina slovenskega klera pravzaprav v času osamosvajanja obnoviti sistem integrističnega katolicizma, je najbolj, po mojem mnenju, najbolj negativno vplival na razmere, v katerih smo se mi danes znašli. No, primer recimo škof Stres, ko so bila pač kolega in je tudi sodeloval v reviji 2000, je takrat ob prvih volitvah, ob osamosvajanju izrazito nastopil v duhu nekakšnega revanšizma. Enkrat sem ga vprašal, pa sem rekel, vse ta projekt se ne more uresničiti. Je rekel, nimamo druge vizije, kot da obnovimo leto 40. Leta 40 je seveda katoliška cerkev na Slovenskem bila absolutni gospodar. V ekonomskem, v kulturnem, v političnem smislu, ljudska stranka seveda. Ampak kam je ta politika pripeljala, točno vemo. In obnoviti neko stanje, ki je zgodovinsko bila zgrešena pot, je bilo že absurdno. Drugo, obnoviti idejo, to je bil projekt papeža Vojtile, to moramo vedeti, da bo močna, ekonomsko močna cerkev in da bo iz te srednjeevropske katoliške skupnosti teh socialističnih držav on lahko obnovil katolištvo v Evropi, krščanstvo utrdil v Evropi. To so bile zgrešene ideje, ki se danes na Poljskem mogoče najbolj kažejo, ker je Poljska danes v stanju notranje razcepljenosti, ideološkega razkola, kakšnega smo mi Slovenci začeli doživljati že v 19. stoletju.
In zdaj pravzaprav to, kar mi zdaj doživljamo, po mojem sploh nima globokih korenin, ampak je plitva, res sentimentalna, kako bi rekel, želja obnavljati nek model zgodovinski. Se poznamo tezo, ne. Zgodovina se lahko ponavlja samo kot farsa, ne. No, torej, Grmič je gotovo bil velika potenca, ne. In ena in druga sila, ki je vodila, se mi pravzaprav našega slovenskega življenja nikoli nismo vodili, naši politiki. Mi smo pač premajhna masa, ampak se vidite, kako vpliva svetovni, politični in gospodarski prostor na naše življenje. Tako se je tudi to moralo zgoditi, da je prišlo do onemogočanja določenih združevalnih sil, da se je uresničil tudi ta projekt, katerega smo mi danes deležni in za katerega upamo, da ga bomo lahko premagali, ker če pridemo zopet v neko hudo krizo, nas lahko reši samo enotnost, nihče drug. To je veličina Grmiča, ki se bo šele v prihodnosti potrdila. Hvala. Morda še isto vprašanje za vas. Morda tudi kakšen pečat je Grmič pustil na vas? Ja, lahko bi o tem pečatu kar veliko govoril. On je bil izjemen človek. Recimo ta delavnost, ki je nekaj nepojmljivega. Nisem nikoli videl človeka, ki bi delal toliko, kot je delal on. On je delal cele dneve, nikoli ni šel na dopust. In še morda ena stvar izjemne skromnosti. Moram reči, imel sem priložnost, da sem kdaj tudi sam skuhal, pa smo nesel kosilo. On je pojedel zelo, zelo malo. Navadno je pil mleko, pa kakšen košček kruha, pa morda repo, to je še najraje jedel. Ni bil človek, ki bi bil kakorkoli srdito nastrojen. Morda tudi smo se včeraj pogovarjali. Recimo, nekateri mislijo, da sta bila z Krambergerjem v sporu. Mislim, da ne. Nikakor, ona dva sta se čisto normalno pogovarjala. Bilo je samo to dobro, mi je včeraj nekdo rekel, da se je Grmič leta 80 odpovedal, da ni postal pomožni škof njegov. Zakaj? Zaradi tega, ker bi Kramberger ostal čisto v zadaj nekje. On je bil tako močna osebnost. Moram reči, v stiku z ljudmi tudi. In človek, ki se ni nikogar bal. On je zmeraj povedal to, kar je pač mislil. Nikoli, da bi diplomatsko karkoli zavijal. Ali naj to bil nekdo iz inštitucije, cerkvene inštitucije, ali pa tudi iz drugega pola. Ampak vsakemu je znal odgovoriti tako, kot se mi zdi, da je sam čutil, da je potrebno odgovoriti v tistem trenutku. In to se mi zdi, da je to velika veličina človeka. Zato so se ga znotraj cerkve tudi zelo bali. Saj pogledajte, nihče ni kakorkoli upal vzpostavljati nekega stika, tudi nikoli ga ni nihče napadal javno. On je izzival včasih z stvarmi, ampak nihče od njih ni zapisal karkoli. Družina, pogledajte, v družini je Vili Vuk nekoč imel
debato ob njegovi 80-letnici in niti zapisali niso. Potem so objavili na pobudo ravno Vilija Vuka en mali članček dol, da je Grmić praznoval 80-letnico. Poglejte, niso se ga spomnili letos. Bi, ne vem, naj bila Maša hkrati tudi za Karlina, škofa Karlina in hkrati za Grmića. To se mi zdi nefer. Zakaj pa ne za Grmiću posvetiti neke svoje Maše, a ne? Se on vendarle toliko let služil tej inštituciji tu v Mariboru. In zato je to izmikanje, bi lahko rekel, zelo nefer. In še danes, torej, ali morda nekje v podzavesti čutijo, da niso delali prav in nočejo zopet svoje vesti malce spraviti k sebi, ali pa je kaj drugega v ozadju. Gotovo pa to, kar zadnjič berem, recimo tistih 25 koliko milijonov, tistih denarja, ki so ga zdaj dobili za gozdove, a ne odškodnino, ne vem, če je to ravno tisto, kar bo osrečevalo naprej cerkev. Da sem bil zadnjič na Sunčanem Hvaru, a ne, na nekem trekkingu, pa sem si tam predstavljal tiste vile, a ne, ki so imeli v načrtu, pa nasade oljk, a ne, pa da bodo zgradili, pa sem mislil, vse dobro, da niso do tja prišli. Hvala. Morda bi pa jaz zaključil z eno izmed Grmićevih misli iz knjige. Kar je človeško, ni nikoli popolno, je samo na poti. Upam, da ste marsikaj zanimivega slišali, marsikaj novega izvedeli o našem mariborskem škofu. Vas pozovem, da si preberete knjigo Vekoslav Grmić, škof pričevalec, ker je zelo zanimiva. Hkrati se vam pa zahvaljujem tudi v imenu Mariborske knjižnice, da ste danes prišli. Spremljajte naše dogodke, spremljajte najavo naših dogodkov, ki so mnogi in zanimivi na različnih področjih. Želim vam lep večer in upam, da se ob naslednjem ciklu filozofije med knjigami ponovno vidimo. Lep večer in hvala.